Zdaj pa študiraš še poleg psihoterapije. Ja. Zakaj pa to? Pač ful ljudi okrog mene je tudi pač šlo v procesu psihoterapije in sem videla, da so se odnosi med nami ful spreminjali, pač skozi to so ljudje hodili na terapijo in ja, sem si rekla, da ne bi še nehala študirati, zaradi tega, ker lani sem magistrirala na Akademiji za glasbo in ne vem, 25 sem stara, jaz kar še ne, mislim, tako ne zdi se mi, da bi nehala pač študirati. Pač ful imam še neke želje potem, da bi... Ja, mislim, saj, kaj že služiš, če imaš čas, Ja. zakaj ne? Ja. Pa tudi tako, vedno sem bila ful v tem nekem okviru, da pač glasbenice in nikoli v življenju nisem počela nič drugega, sploh drugih interesov nikoli nisem imela, ful sem bila nekako začrtana v teh nekih... vedno sem res vedela, da pač glasba in to je to. Pa nekako me je kar... Tako hodila sem še kakšno drugo področje poznati, ker sem mislila, da sem ful taka... Pač izven glasbe, ali pa nekaj tako nasplošno, neke umetnosti sem ful... Imam malo znanja. Ono. Ja, pač hodila sem še kaj drugega, kot samo muziko. Ok. Ampak zakaj faks? To lahko Da bi kar brala, ja, malo o tem. Ali pa podcasti različni, ali pa karkoli drugega. Zato, ker bi na koncu tudi rada mislim, nekaj imela od tega. Nekako se mi je zdelo bolj tako začrtana, spet neka taka začrtana pot, skozi katero greš, imaš teh pet let in na koncu pride nekaj rezultat. Bolj tako se mi je zelo prijemljivo, kot če bi sama malo tako. Rada imaš strukturo. To, ja, ful imam rada strukturo. Ful imam rada, da je vse zelo tako. Razumem, ja. Ja. Ja, pa diploma nekaj pomeni. Pa, mislim, kaj bi se rada s tem ukvarjala? Ali... Ja, bi se. Ampak ne predstavljam si, da bi recimo bila prav full-time terapeut. Imela bi, ne vem, mogoče 3 klijente na teden, maksimalno 5. Mislim, da je tudi ful zahteven, doščrpujoč pač job. Ja. In da bi tako zraven to počela. Ja. To. Mogoče kaj terapija z glasbo. Čeprav v bistvu tudi v štartu sem mislila, ko sem začela to študirati, da bom nekako res povezovala glasbo pa psihoanalizo, sem vedno vedela, da se bom pač usmerila psihoanalizo. Tako zdaj čez proces študija pa mislim, ne rečem, da ne bom kdaj tudi malo mogoče kaj začela delati na tem področju, ampak me bolj zanima ločeno psihoanaliza od glasbeno. Te glasbene terapije so mi malo preveč neoprijemljive. Pač. Ni strukture, ja. Ja, mislim, eni veliki faksi že delajo psihoterapijo z LSD-em, z različnimi psihedeliki v bistvu, ne, tako da svašta se da, no. Tudi z glasbo se da, definitivno. Glih, včeraj sem se menil z eno punco, ki hodi na šamansko dihanje, naprimer, to je ful zanimivo. Sicer mi je rekla, da jo vodi... Šamansko dihanje, to je prav... Ja, DMT se ti sprošča v telesu. Naravno ti tak DMT proizvajaš in se ti bolj sprošča zaradi nekih posebnih tehnik dihanja. Rekla, da eni se tam derejo, pa neke travme pridejo nazaj in vse, mislim, naprej pridejo, no. Tako da je ful zanimivo. Smejal sem se ful, ker je rekla, da vodi to Dejan iz Halos. Šamanske. Si se čula, kaj si rekla. Ampak ja, ne, očitno znače se tam, je rekla, da so se neki starejši gospodi nekaj drli, ker so neke travme prišle. Tako da deluje v bistvu, ne? Ja. Mislim, ja, to v kombinaciji. Tako, bi ful bolj raziskovala v tej smeri, kako glasba vpliva na psiho in to, da bi pa prav izvajala terapijo s tem, pa mogoče ne zanima to zelo. Ja, v bistvu ne vem, kako to poteka. Čul sem že za to, ampak ne vem, kako to poteka, no? Oziroma, kaj je cilj. Podobno, ko sediš z psihoterapeutom, ampak da namesto... Mislim, da je to, jaz, kakor to vidim, mislim, nimam še to znanja, da bi res kaj ful nakladala temu, ampak mislim, da je bolj to zna biti tako učinkovito kot neka suportivna zraven terapija, mogoče skupaj potem z neko psihoanalizo, kjer dejansko greš prav v, pač bolj s pogovorom. In pa jaz zdaj mislim, da če neko ful hudo travmo kar razrešil zaradi tega, ker boš tam na neke zvončke
Ali pa sem možno tudi, no, ampak jaz recimo še ne verjamem, da te spravi mogoče kakšna muzika v kako stanje, ne? Ja, pa mogoče, da si potem bolj odprt za to, da nekaj lahko razrešiš, da bi pa zdaj prav ti to kaj samo od sebe, da ti bo zdaj glasba razrešila, ti boš pa tam samo ležal in to pa mislim, da ni realno. Ja, ne, mislim se na tem itak po svojem niti nasem ležiš, ne. Mislim, lahko hodiš ležati, ampak ne napreduješ, ne. Ja. Napreduješ skozi pogovor. Ja. Ampak kaj si ne znam predstavljati tvoje ciljne publike, tvojih klientov? A kdo bi bili moji klienti? Ja, prije v petek zvečer na koncert. Ja, jaz sem tudi dosti razmišljala tako, ker vsaj ne bi bil klient, vsaj v tej smeri, ko jaz študiram, se pravi psihoanalizi, ne popisan list papirja. Se pravi, ti prideš in res o terapevtu ne veš nič in on je samo kakor neka tvoja, pač, da lahko ti na njega projiciraš svoje starše, bla, bla, bla. In če pa nekdo bo pa že imel neko predstavo meni, če me je videl na televiziji. In kaj zdaj bo nekdo, ki je moj ful poslušalec, pa mu je ful dobra moja glasba, kaj bo zdaj prišel zaradi. To sem že razmišljala, no. Kako bi to izgledalo. Ne vem. Imel bi torej predznanje o tebi in potem drugače odreagiramo ljudje drugače odreagiramo na različne ljudi, ne. Se pravi, za nekoga, ki ga imaš za veseljaka ali pa nekoga, ki ga imaš za bolj zadržanega, se drugače tvoja povezava z njim vzpostavlja, ne. Zato, tako si rekla, mora biti on nepopisan list oziroma da si tam samo ti, ne. Ja, in da si lahko v bistvu kot nekako gledalo svojemu klientu. Mislim, to so že mogoče malo bolj te starinske, freudovske, ne vem, če je zdaj še vedno, mislim, vem, da zdaj več ni samo tako, ampak ja, to zna biti mogoče malo problem v psihoanalizi, ne vem, če pa govorimo o kakšnih drugih smereh terapije, ki pa ni to toliko zelo strukturirano, pa je vse skupaj malo bolj, je terapeut bolj aktiven, ni samo tist, ki posluša, pa ti nazaj reflektira, kaj ti govoriš, da mogoče ni to toliko zelo problematično. Ampak se pravi, nisem sploh še toliko razmišljala o temu, kaj bom pač s tem študijem naredila. Pač dojemam prav tako, ker da je to zame, pa tudi mislim, da je to boljš, kot če bi zdaj bila tako, ja, po študiju bom pa zdaj odprla ordinacijo, pa tako bo, všeč mi je, ker grem malo kontra sebe s tem, da pač sam se učim in pol vidim, kam me bo to. Ne veš, kaj bo na koncu? Ja. Pa vrej. To so 4 leta, ne? 5, v bistvu, ja. Aha, torej 3 plus 2, ampak po 3 še nimaš diplome. V bistvu, jaz nisem na fakultativnem študiju, zato ker imam že pač ker sem že naredila magisterij, sem lahko šla ker sta 2 opcije, lahko greš na fakultativni študij, kjer imaš, mislim, da 2 leti neke osnovne in po 2 letih dobiš kot v bistvu naš ti še ne pomaga, tista neka najmaj diploma, kaj potem imaš pa 3 leta specializacije, odvisno, kjer smer se odločil, da bo šel. To je, če nimaš prej že narejenega enega magisterija oziroma kaj to druga bolonjska stopnja. No, jaz, ki pa že imam, sem pa lahko šla najprej 1 leto, kakor te neke osnovnega znanja in pol v naslednjem letu potem začneš s 4 leti specializacije. To je pa v mojem primeru psihoanaliza. Tako da imam v bistvu 1 plus 4. Ali imaš 2 plus 3 ali pa 1 plus 4. Zakomplicirano. Ja. Po pravici povedano sem se tako zdaj izgubil. Oprosti, nisem. Ne, se ni panike, ampak so stvari, ki me ne zanimajo in pol, ker ker dorečeno, se delam, da poslušam. Ne, jaz imam ful probleme že, ko sem bil mali s tem. Jaz se nisem mogel na vlečnici pelat, ko smo se smučali, ker nisem mogel biti skoncentriran dovolj dolgo, da bi pri miru bil 5 minut. Ja, mene je vedno fuknalo. ADHD mogoče. Ne? Kaj? Imaš ADHD? Ja, mogoče res. Ne upam biti vprašati, ker mi bojo nekaj dalje. Ne? Ja, mislim, imel sem ful tudi probleme z govorom, se pravi, še vedno se ful zatikam, ampak včasih sem bil še ful bolj netekoč pri govoru, in kar na radio ni fajn. Ne. Jaz sem glih odreč, da si se pa odločil za super. Ja, ker potegni dol flajšter, pa gremo naše na živo rano. Sem se pol naučil, kak priti do tega, da si ful bolj tekoč. No.
kako se pripraviti, kaj pomeni, da si spočit, ne, naprimer. In take zadeve, ja. Ampak to niti ni važno, hotel sem reči tam, da ja, res mi je fascinantno, da si šla še čist X področje zraven, ne? Ker mislim, seveda vsako področje vpliva, tudi sama psihologija vpliva na vse, ne? Ampak specializirati se, ne? Jaz mislim, da vse psihoterapija pa pač povezava s psihologijo, da je tako čist z vsem lahko povečaš, skoraj z vsakim drugim. Mislim, in en športnik bi lahko šel to študirati, pa bi lahko ful povezal pač, tako no, se mi zdi, da je taka. Spoznavanje samega sebe, ne? Ja, in drugih pač in odnosov in vse, mislim. Zato lahko vsak nekaj, mislim, ko se spoznavaš, tako smo prej že rekla v prejšnjem delu, se lahko nekaj novega naučiš, ne? Izboljšaš svoj proces. Tako da. Ja. Ful zanimivo, ne? Jaz sem bil, ko sem bil proti koncu faksa, sem tako, svoboda, kako fajn, ne rabim več poslušati profesorjev. Jaz imam ful težave z avtoritetami, by the way. In mi je ful fascinantno, da si šla še enkrat v šolo, no? Sej, drugače, jaz sem, še spomnim se, tako v drugem letniku faksa sem bila tako, zakaj jemljajo ljudje absolvente, pač sem čim prej zaključiš in greš. Mislila sem si, ko mi čakam, da pač ne bom več rabila hoditi na to akademijo, da bom lahko sam delala musko pač in nekako pač čim več gradila na tej svoji pop karieri. Pa je proti koncu šlo, pa mi je bilo vedno bolj tako, mislim, dokler imam še nek zagon, pa željo, ja, sem pač hotela iti še nekaj zraven. Vse prav. Sploh če čutiš, no? Jaz nikoli nisem čutil. Jaz sem se vedno z profesori kregal. Jaz sem bila pa vedno tista, ki je teacher's pet, ako s tem reče. Jaz sem glih srečo, skregan sem bil s fotografijo tak ali tak, ker tako sem rekel. Kam si pa hodil? Si hodil na IM. Okay. V Ljubljani in jaz sem se pol prosmeril v spletno programiranje. Ful ni za mene 10 ur sedeti za kompom pa programirati, wow, ne. Ne vem, kaj sem študiral. Fotografija mi je šla še pa bolj na živce, ker je tam pa spet ono nekaj moraš nastaviti, pa če nekaj naprav nastaviš in tu jaz pol reč, ker vržem vse v luft, tako da vprašam nekoga, pa ne gre, ne vem. Sreče zadnjič v Mariboru profesor oziroma asistenta za fotografijo iz IAM-a. Pa ste ti pa Samir, ne, pa on, jaz tak iz IAM-a, David, ne, pa reke, se te spomnim, verjamem, da se me spomniš, ker se nič ni bilo za zapomniti. Ampak ja, mislim, jaz sem pol še šel isto na en faks, jaz sem IAM naredil, pa sem šel še sem na informatiko v Maribor, ampak tudi je bilo po 2 mesecah, mogoče sem bil tak, jaz ne morem še enkrat vseh seminarskih narediti pa vsega. Informatiko. Ja, nisem se poznal. Veš, tukaj ima meni se mi zdi ful res nezanimivo. Tako, ne vem kdo, ne zanimivo, ampak tako, ja, pač ta zadnja stvar, ki bi jo hotela študirati. Več poseben tip človeka moraš biti, da se najdeš v tem, ne? Ja. Jaz se ful nisem. Mene je bilo ful zanimivo sprogramirati nekaj, še na prejšnjem faksu, pa je pol delovalo in je bila spletna strana, sem imel spletni ta prijavni obrazec in si pol lahko neke uporabnike imel na strani in To sem naredil tudi za diplomo, sem naredil to nalogo, pa spletno stran in vse bilo ful fajn in pol, ko sem to naredil, pa sem šel še enkrat delati, sem tek, da se pa ne da več. Da sem se to naučil, zdaj pa zakaj jaz to delam, ne. Potem cajt iskal sicer šiht v tem, ampak z onim odnosom v smislu, se tega nočem delati, zakaj se pol rinem v ta sektor sploh, no. Potem sem pristal kelneriji, kar je še bolj X od vsega, ampak ja, v bistvu je bilo kar nekaj, no, ne vem. Ni mi pa žal, no, imeli smo se pa ful fajn vedno na faksu in s cimri in z vsemi. Edino, kam je mogoče žal, je, da se je 8 ljudi srednje šole opisalo na isti faks, pa so nas dali v isto skupino, kjer je bilo 8 ljudi, tako da smo pol bili v bistvu kar v srednji šoli samo v Ljubljani, ne. Pa še 4 smo bili cimri. Tako da se z dobenim drugim nismo družili, ko samo med sabo in
v bistvu sploh nismo spoznali Ljubljane. No. Mislim, jaz sem tudi podobno imela kritik, ki je pač bila sem na konzervatoriju v Mariboru, pa itak je samo ena akademija za glasbo v celi Sloveniji in pač vsi grejo naprej tja. In tek poznaš potem že pol faksa, preden sploh. Ja, ampak to je specifika, ker ne moreš drugače, razen če greš v Celovec ali pa Ja, Graz. pa Grace pa to, ja. Ja. Mi smo samo bili neumni. Ne? Mi smo samo bili, gremo v liniji najlažjega odpora naprej. Pa spet so nas iste stvari učili. Photoshop, New, pa pol, kaj to je, JPEG, pa tak dalje. Tako da, ja, ampak imeli smo se fajno, uničili smo eno stanovanje tam v Ljubljani. Tolo pa je tudi to. Neki brni. A sem uničila zdaj? Ne. Ja, čakaj, sem da vidim. Ja. Is ready. Clear is on the way. A je Volt? Ja. Ampak mislim, da je tak še ni tle. Samo neki brni. Bomo dali, bomo malo zrezali. Man. Ta se je ugasnila? Se ta rezervna vrba, ne? Ja. Kaj delaš zdaj? Sej bo sam, ne sam, kad bo klical, nič ne rabiš. Sam imej telefon, če bo klical, kar tam naprej. Živcira me, če imaš... Sam tega tja, prosim. Pa vedno poživšna, ja, ok. Telefoni. Ja, če smo bili pri telefonih, jaz se ga ful probam odvaditi, ne? Je, jaz to itak res vsaj 3-krat na teden se odločam, da zdaj bom pa res pač kar zbrisala Instagram. Ampak meni je sam zato, jaz bi pač že zdavni bi ga zbrisala, če ne bi bil to edini vir, kako lahko spromoviram z nek svoj nov komad, pa pač da komuniciram z ljudmi, ki hočejo sploh slišati mojo muziko. Drugače mi je pa to obremenjujoče. Ful. Ja, v bistvu dobenega, če gledaš filme, ne, ful redko v katerem filmu vidiš, hollywoodski saj, vidiš, da so ljudje na telefonu, ker v bistvu nočemo biti na telefonu. Ti nočeš nekoga gledati v kinodvorani, ko je na telefonu, zakaj bi ga gledal? In tudi ti imaš negativno konotacijo, ker vsi se krivimo, ne, zakaj si na telefonu. Ne. Pa sploh, ko se najdeš sam sebe kaj že zdaj 5 minut delam, nič. Ne. Pač isti feed gledam, ko sem ga že gledal 2 uri nazaj, v bistvu spet. Ne. Je ful hecno, da jih nočemo, ampak so se vpeljali v naše življenje do te mere, da ne moreš več brez njega. Ja, mislim, kar scary. Tudi v bistvu kako ali pa s temi, prav zadnjič sem razmišljala, recimo reklame na YouTubu. Koliko časa bom jaz v življenju porabila, če bi rešila zdaj računa za to, da me je do prisilu pač kupil dobesedno mojo pozornost. Mislim, kar tako, scary. Je pa res, da imaš vso knjižnico vsega znanja na YouTubu zastonj. Ja, itak. Pač vse je dvorezen meč, sigurno. Jaz sem definitivno največ na YouTubu od vseh socialnih omrežij. Ampak jaz gledam gor vse, in podcaste, in muziko, in vse zijem gor. Tako da v bistvu ga imam skozi žganega, pa hodim po stanovanje, pa delam čist neki X. Ne. Tist scena tako zamerim, koliko si zamerim, ko sem na YouTubu že šel 6. čez isto objavo, pa še kar nisem lajkal, ker mi ni zanimivo, pa še 6. čem videl. Hoj, kurat se zdelam. No. Probam se odvaditi, ampak je ful veliko sociologov govori, pa tudi ta, kaj je bil ta Tristan, ali kaj že bil, ko je bil... Kaj je bil zdaj na Netflixu ta dokumentarec, ko so ga naredili v bistvu oni, ko so začeli socialno omrežje, pa te feede, pa to. Ja, No, pač ta dokumentarec. Ja. Vsi govorijo o tem, ite dol, pa je tak. In kako bo pol bilo kaj promoviral v bistvu, ne? Kam plakate začel limati okoli, kaj, folk tega sploh ne gleda, več nismo več navajeni pogledati, kaj je, ne. Dog Eat Dog so bili v Mariboru na Štuku, pa je polno bilo. No, poznam organizatorja, doben radio, dobena Zeichen, nič, sam zmenili so se ljudje, pa na Štuku so bili flyeri oziroma plakati, pa tu pa tam po mestu. Pa je bilo polno, ampak je bilo v 90-ih, ne. Zakaj danes tega več ni, ne? Ker doben ne gleda več teh plakatov. Včasih si pa vedel, ki plakati so. Če si bil tak šlag, da si hodil na koncerte, si pač pogledati, ja, ne.
In smo se spremenili in zdaj sem, da, okay, če se jaz izklopim, kaj bo pa? Ja, Mislim, se si- počutiš, kot da si na nek način kar mal izobčen, skoraj mislim, nisi več v pač ful en velik kanal informacij, si ne. Ja, si ampak, odrežen. Okay, če spet naredim primerjavo YouTube, vsaj ali gledam vsebine, ko so mi smešne pa zabavne, ali gledam neke podcaste, ko so se dejansko kaj novega zvem, ali pa poslušam muziko, kar pomeni, da se zabavam, entertainam. Ne? Večino tega časa preživiš vsaj do neke mere, kako bi rekel, pozitivno, oziroma ti nekaj da, ne? Če ne druga te sprosti muzika, ko si jo poješ zraven, če ne druga. Večina stvari na Instagramu, na feedu, ne? Ali pa na Facebooku, ali pa na TikToku je v bistvu nič, ne? Prazno je. Ker ko vidiš še 6. selfie z otrokom, ne? Tvoje življenje ni nič boljše. Pač sam iste stvari gledaš. Ko vidiš 500. dogodek od nekoga, ko tako nikoli ne boš šel na ta dogodek, ali pa boš šel, pa si že naprej odločil, nič novega nisi videl. Ne? Ko vidiš sončni zahod, ker je nekdo na morju, nič novega ne vidiš. Ne? Lajkaš v bistvu tako ful malo, ali pa tistim, ko so kolegi, ne? In nič ne gledaš. Ne? To je problem, da ti v bistvu imaš ful več informacij, tako se Ampak rekla. ne, čisto totalno ne uporabljam. Ja, izobčiš se mogoče od teh informacij, sem koliko jih je koristnih. Ne? Ja, sigurno, ja. Pa kaj bi zamudil, če jih ne bi imel, ne? Ja. Mislim, meni je predvsem scary pol zdaj, mislim, da enkrat na teden ti to pokaže, vsaj iPhone, koliko si imel povprečno screen time, ko se temu reče. Tisto mi je tako kar... Ne moreš verjeti, da si to, kaj Ja, se prav, ti zdi. prav tako, kaj jaz počnem v življenju. V bistvu si misliš, jaz sem imel samo pol minute, ne, Ja, pa sem pol ja. izklopil, sem v bistvu bilo 5, ne. Pa pol naslednji si se mal zgubil, pa je bilo 15, pol pa se nabere, ful se nabere, ne. Tak sem jaz z alkoholom bil v enem trenutku. Ker sem pa se pijem, jaz če grem pa si kam, pa si pivo naročim, ok, ne. Potem sem pa študiral pizda, imam 2 nastopa na teden, pa še na enega grem, na katerem nisem nastopil, pa pol smo se dobili s kolegi, pa še enkrat sem bil nekje, pa sem bil 5-krat zunaj, pa vedno sem 3 pire spil. Ja. To je 15 pirov, ne. Ko bi se te vsaj vredno napil, pač pa je bilo fajn, ne, pa bi bil naslednji dan fraj, pa je to, ne. Ne, nič nisem imel od tega, sem zjutraj, sem bil, ne, mrtev. Ja, ampak ful sem začel študirati, mislim, to sem že tak prej po pomoti naredil ta eksperiment, ampak sem začel ful dogodke, ki so, ne vem, za nosečnice, pa to sem začel delati interested, zato ker pol vsem ostali meče, da sem jaz zainteresiran za masažo ob dojenju ali pa nekaj butastega, ne. In pol mi je začelo same take stvari predlagati, ne. In moj Facebook feed je kar nekaj, ne. Ja. Pač, veš, kar nekaj je dobesedno, ne. Ali so neki mimi, ali pa so taki dogodki, ko so, ne vem, kaj tečaj dihanja, pa take zadeve, ne.